vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak rozbo vsak, nevragle sosed bo mejak. Da rojak rozbo vsak, nevragle sosed bo, nevragle sosed bo mejak. Svetega mučenca Štefana je god, pri svetem Jakobu pojo zvonovi, pesmi trosijo v božično noč, odmevajo po dolomitih bronasti glasovi. Na Brezovico množice hite ob soju bakel proti cerkvi beli, za dom svoboden Bogu hvala gre, po njem smo vztrajno hrepeneli. Pod peco kralj Matjaž je z vojsko vstal, na punt poslednji se je gmajna zbrala, Krpan slovenski je Brdavsa ugnal, iz ropstva se vrnila Miklova jezala. Pri svetem Jakobu pojo zvonovi, zahvale kres se dviga pod nebo, proč so pod svetlim soncem sužni dnovi, svobodno blagoslovi Bog Slovenijo. Spoštovani, veseli me, da smo ponovno skupaj. Veseli med veselimi na tem hribu spomina, kjer se vsako leto srečujemo. Pred 34 leti smo se prvič srečali na tem kraju, kar pomeni, da je to danes že naše 35. srečanje. Takratno srečanje je bilo v veselem pričakovanju pozitivnega izida plebiscita o samostojnosti in ko je večer minil, se nam je želja izpolnila. Sanje o samostojni Sloveniji so se uresničile. Samostojna Slovenija je prinesla nazaj tudi samostojnost občine Medvode, ki je letos praznovala 30-letnico ponovne samostojnosti pod izjemnim sloganom Moč dobrih vezi, skupnost gradi. To naše praznovanje je tako istočasno uradna slovesnost občine Medvode ob prazniku države in zadnji dogodek v občinskem jubilejnem letu. Zato k uvodnem nagovoru vabim podžupana občine Medvode, Leona Marjasca. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, otroci, veliko čast mi je in zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes pozdravim pred cerkvijo svetega Jakoba nad Katarino. V imenu občine Medvode in seveda v lastnem imenu. Med nami pozdravljam tudi prvega predsednika vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, sedanje zunanjo ministrico, gospod Tanjo Fajon, bivše in sedanje ministre, poslance državnega zbora, ter seveda tudi današnjega slavnostnega govornika, Dominika S. Černeka in našega župana Nejca Smoleta. Tudi danes smo se zbrali kot 23. decembra 1990, da počastimo te danje dogodke, razglasitve rezultata plebiscita, ki nam je dal možnost, da uresničimo svoje sanje po samostojni Republiki Sloveniji. Praznik samostojnosti in enotnosti ni le spomin, je tudi vabilo k povezavi, povezani sočutni družbi, to, kar nas združuje. Vsem organizatorjem se zahvaljujem za današnjo organizacijo dogodka, kakor tudi za vse prejšnje, da spomin na razglasitev plebiscita ne gre v pozabo. Zahvala tudi fantom, možem, domoljubom, ki so pripravili betonske temelje za drogove ter zastave, ki danes krasijo naš dogodek. Ne smem pa pozabiti tudi na našega neomajenega Janeza Šuštaršiča, ki je tudi materialno podprl in vodil ta projekt. Ob tej priliki vam vsem čestitam v praznikih ter srečno 2025. Srečna Slovenija!
Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zatorej dobro vim, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vim, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, jaz ljubim očetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovenecem, Slovenecem. Kar čutim, to povem, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, od zibeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Da vsakdar reči smem, Slovenecem, Slovenecem. 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 V prazničnem letu občine smo vsi ljubitelji svetega Jakoba praznovali še poseben dogodek, ki se je zgodil na rojstni dan Jakoba Aljaža, ki je tudi zavetnik naše občine. Ob pohodu od Jakoba do Jakoba, se pravi od te cerkvice do rojstne hiše Jakoba Aljaža, smo skupaj proslavili postavitev 3 zastav, ki krasijo vrh Jakoba. Zastave naših 3 domovanj, Medvod, Slovenije in Evrope ponosno vihrajo na najlepšem vrhu občine, ob dvigu pa nas je nagovoril tudi Tone Kuntner, ki je avtor naslednje hvalnice slovenski zastavi. Ta zastava je vihrala skozi vihre in temine, zavihrala svojim ljudstvom v zlato jutro zgodovine. Zdaj zanosno in ponosno srečnim vetrom plapola v čast svobodne domovine, v barvi čistosti duha, v barvi modre pameti, v barvi norega srca, sanjajoča mir in bratstvo z vsemi narodi sveta. Projekt postavitve zastav so skupaj izpeljali Občina Medvode, Organizacijski odbor Sveti Jakob 1990 in TD Polhograjski Dolomiti. Člani turističnega društva Katarina, kot so se nekdaj imenovali, so bili tisti, ki so na Jakobu sodelovali že leta 1990, po preimenovanju v turistično društvo Polhograjski Dolomiti pa ravno tako uspešno delujejo v interesu svoje lokalne skupnosti in vseh številnih obiskovalcev, ki smo občudovalci lepot Polhograjcev. Društvo pa ima še eno posebnost. Med njimi delujejo odlični pevci, ki sicer skupaj pojejo priložnostno, tako kot danes, ko nam bodo zapeli eno lepo domoljubno Slovenija je domovina tvoja.
tam jaz zdaj živim. Domačo vas se vrača mi spomin. Oče, mati stara že oba, sta ostala sama tam doma. Odhajal sem od doma stran, ga širni svet bi videl in spoznal, materin obraz je bil solza, oče pa takrat mi je dejal: Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj. Preširna pesem naj povsod te v svetu spremlja, saj prsi bije slovensko ti srce. Besede te me spremljajo povsod, prav povsod, kot sonce grejejo mi mojo pot. Nikdar vas pozabil jaz ne bom, mati moja, oče in moj dom. Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj. Preširna pesem naj povsod te v svetu spremlja, saj prsi bije slovensko ti srce. Preširna pesem naj povsod te v svetu spremlja, saj prsih bije slovensko ti srce. Saj prsih bije slovensko ti srce. Takole lepo zapojejo katarinski fantje, tudi člani, no ja, Žiga, celo predsednik turističnega društva Polhograjski Dolomiti. Društvo je eno izmed več kot 400 podobnih društev, ki že 120 let sestavljajo Turistično zvezo Slovenije. Davnega leta 1905 je bila ustanovljena Deželna zveza za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem, ki ji danes pravimo Turistična zveza Slovenije. TZS je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih in prostovoljskih organizacij v Republiki Sloveniji, katere poslanstvo je, da svoje sposobnosti, znanje, ideje in delo namenjajo skupnemu dobremu, za večjo blaginjo slovenske družbe, razvoju slovenskega turizma z vzgojo in izobraževanjem ljudi in prispevkom k kakovosti, pestrosti in raznolikosti slovenske turistične ponudbe, varovanju okolja in dediščine ter kakovosti življenja državljanov.
Ne nazadnje se vsi spominjamo njene vloge v akciji Moja dežela, ki je v 80-ih letih sooblikovala proces osamosvajanja naše Slovenije. Akcija, ki je bila sprva zasnovana izključno za promocijo slovenskega turizma, je s sloganom Slovenija moja dežela in lipovim listom kot simbolom slovenstva sprožila nepričakovan čustven odziv Slovencev in težnjo po samostojnosti, do katere smo prišli po osamosvojitvi leta 1991. Zato mi je v posebno čast, da lahko napovem današnjega osrednjega govornika, predsednika Turistične zveze Slovenije, Dominika S. Černjaka. Dobro večer, spoštovani. Lepo vas videti zbrane v tako velikem številu, zbrane vseh generacij. Še posebej veselijo mladi obrazi naše prihodnosti. Ampak naj se za trenutek vrnem v preteklost, v leta pred 34 leti in naj spomnim na ene zelo posebne besede, na znamenite. Ta glasovalni izid mi omogoča, da slovesno razglasim pred tem visokim zborom slovensko in jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. To so besede, ki jih na današnji dan pred 36 leti izrekel tedanji predsednik Slovenske skupščine France Bučar. Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije, spoštovane občanke in občani, dragi gostje, člani prostovoljskih organizacij in vsi ljudje dobre volje. Danes smo se zbrali, da skupaj obeležimo dan samostojnosti in enotnosti. Praznik, ki ni zgolj en dan z zelenim označen v koledarju, ampak je praznik ljudi. To je praznik naše skupne zgodovine, brez spoštovanja katere ne more biti prihodnosti. Pred 34 leti je ljudstvo, združeno v pogumu in v veri v boljši jutri, naredilo zgodovinski korak. Plebiscit je bil izraz volje in moči ljudi, nas, vas, vseh, ki smo si želeli graditi samostojno državo, ki bo prijazna in gostoljubna za vse njene prebivalce, nato pa tudi za obiskovalce. Tisti mrzli večer, ko se je na gori spomina, so se zbrali ljudje dobre volje. To ni bil le prelomen političen trenutek, predvsem pa je bil trenutek neizmerne povezanosti med ljudmi in zaupanja v prihodnost. V turizmu velja, da je nasmeh najlepše darilo gostoljubja. Prvi predsednik vlade, gospod Lojze Peterle, ki je nocoj z nami, rad pove, da je bil poleg velike želje ljudi za osamosvojitev Slovenije potreben tudi nasmeh zgodovine. Prvi tak nasmeh zgodovine za naš narod po dolgem tisočletju in več čakanja. In hrabro in brez pomislekov smo ga zgrbili in izkoristili. A današnji dan ni le praznik preteklosti. Ta praznik je izraz ljudske povezanosti, ponosa in hvaležnosti. Slovenija ni velika država, a ima veliko srce. Srce, ki bije zaradi nas, vas, ljudi, ki verjamete in verjamemo v moč skupnosti. To je tudi praznik, ki nas opominja, da se je treba za samostojnost, enotnost in suverenost truditi vsak dan. Danes, ko se kot pred 34 leti še vedno ali morda celo še bolj soočamo z novimi izzivi v mednarodnih odnosih, je prihodnost še vedno v naših rokah. Slovenija kot del povezanega evropskega prostora se nahaja na razpotju, ker mora hkrati ohraniti svojo suverenost in graditi mostove sodelovanja. V času velikih preobratov je naša dolžnost, da z dialogom in sodelovanjem gradimo prihodnost, ker bosta mir in sožitje vodilo našega razvoja. Želje, da Slovenija ostane gostoljubna dežela na sončni strani Alp, prijazna do svojih prebivalcev in obiskovalcev, trdna v svojih vrednotah, odprta za sodelovanje.
Kot predsednik Turistične zveze Slovenije, organizacije s 120-letno tradicijo, ki združuje dobrih 35 tisoč prostovoljcev, ne morem mimo spomina na akcijo Slovenija moja dežela, s katero smo pri Turistični zvezi Slovenije že v 80-ih letih prejšnjega stoletja začeli krepiti zavest o gostoljubnosti in povezanosti. Ta akcija je tlakovala tudi pot do slovenske osamosvojitve. Lipov list, simbol tega gibanja, je postal znak ponosa in pripadnosti. Letos, ob 40. obletnici akcije, ponovno čutim duh tistih časov tukaj med vami pri cerkvici svetega Jakoba na Brezovici. Ob tem moram poudariti izjemno vlogo prostovoljcev, tudi tistih iz Turističnega društva Polhograjski Dolomiti, ki so svojo predanostjo, zavzetostjo in ljubeznijo ohranjate tradicijo tega praznovanja najdaljše te vrste v Sloveniji. Vaše delo, skupaj z vlogo občine Medvode, organizacijskega odbora Sveti Jakob in televizije Medvode, je dokaz, da resnična moč Slovenije temelji na njenih ljudeh. Naša odgovornost je, da ostanemo zvesti sami sebi in da ohranimo tisto, kar nas dela edinstvene. Slovenija je dežela 5-zvezdičnih ljudi in 5-zvezdične narave. Če bomo mi in naši zanamci znali to ceniti, spoštovati in ohranjati, se nimamo česa bati. Turistična zveza Slovenije že desetletja aktivno deluje na področju mladih in jih izobražuje, kako živeti s turizmom in za turizem. Mladih, ki so naša skupna prihodnost. Smo izjemen narod in imamo izjemno domovino. Smo delovni in marljivi, znamo se poveseliti, znamo biti prijazni do sočloveka in odprti za sodelovanje. Znamo skupaj stopiti in dihati kot eden. Pa naj bo to v času naravnih katastrof ali ko naše velike srca bijejo za naše športnike, ki se borijo pod našo zastavo Slovenije. Znamo delati v splošno dobro, znamo biti prostovoljci, kot so številni v turističnih društvih in v drugih prostovoljskih organizacijah. Znamo biti izredno topli gostitelji. Želim si, da znamo biti ponosni na svojo domovino in, dragi moji, ne mislite, da domovina ni pomembna, če ima malo kvadratnih kilometrov. Slovenija, naša domovina je čudovita, polna naravnih lepot in izrednih ljudi, je naša in je edina domovina. Je dom naših družin. Imejmo jo radi, spoznavajmo jo, uživamo v njenih lepotah in pomagajmo pri izboljšanju življenja in medsebojnih odnosov, pa tudi odnosov v lokalnih skupnostih. Negujmo prostovoljstvom kot srčno vrednoto naroda. Naj bo to praznovanje spodbuda za ohranjanje teh vrednot tudi v prihodnje. Naj bo naša predanost domovini in skupnosti vodilom tudi za prihodnje generacije. Kot nas uči eden od sloganov kultne akcije izpred 40 let, Slovenija, njenih zakladov nismo dobili od dedov dar, v varstvo so nam izupali vnuki. Iz srca čestitke ob prazniku, iskrena hvala, ker ohranjate duh enotnosti živ. Naj ob tem še izrečem in želim čudovite praznike in vse dobro v naslednjem letu in zaključim z mislijo: Slovenija, smo ljudje. Hvala. Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je sloves njen, njeni ljudje smo, njeni
ime. Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je sloves njen. Njeni ljudje smo, njeno ime ponosno ime. Slovensko domoljubje in slovenska pesem sta tesno povezana, saj je glasba že stoletja izraz ljubezni do domovine in identitete slovenskega naroda. Slovenske pesmi, še posebej domoljubne, so bile pogosto navdihnjene z naravnimi lepotami Slovenije, njenim bojem za samostojnost ter željo po ohranitvi jezika in kulture. Veliko lepih slovenskih domoljubnih pesmi so nam zapustili Avseniki, ki so jim besedila pisali številni znani ustvarjalci, med njimi tudi Elza Budal, ki je napisala besedilo za naslednjo pesem. Vedno znova rad bil zeleno naročje, ki je spleteno iz smrek in mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi iz sive tujine sanja kodiček pobignil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdovi v mesečini, včasih vas dan zlati, včasih vas noč srebri. V mesečini so spomini, vidno ste v srcu z mano, vidno ste v snu z menoj. Vidno znova rad bil zeleno naročje, ki je spleteno iz smrek in mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi iz sive tujine sanja kodiček pobignil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdovi v mesečini, včasih vas dan zlati, včasih vas noč srebri. V mesečini so spomini, vidno ste v srcu z mano, vidno ste v snu z menoj. Pa je zagotovo ena izmed številnih čudovitih narodnozavednih pesmi, ki jih je napisal Tone Kuntner, ki ga z veseljem imenujemo pesnik našega svetega Jakoba.
Njegova poezija slavi lepoto slovenskega jezika, slovenske narave in duha naroda. V njegovih delih je čutiti globoko vero, spoštovanje do tradicije in izrazito narodno zavednost. K tebi prihajamo, gora, z nižin, z ubijajočih cest, iz zadušnega zraka, od umazanih rek, od življenja nižin. K tebi prihajamo, gora vseh gor, če si zelena, če zasnežena, ker nas ozdravljaš, ker nas združuješ. K tebi prihajamo, gora, pomoč, ki si gora lepote, gora ponosa, gora slovenske ljubezni in upanja. Številni znani in pomembni sodržavljani so danes z nami. Zato mi dovolite, da na oder povabim človeka, ki je imel leta 1990 prvo besedo, saj je v prelomnem času vodil slovensko vlado. Danes pa mu mikrofon prepuščamo za zadnji nagovor današnje slovesnosti. Gospod Peterle, človek s prvo in zadnjo besedo, vabim vas na oder, da nam na kratko opišete svoje doživljanje 35-letnice naših srečevanj. Vesel sem, drage praznovalke, dragi praznovalci, da lahko danes praznujem ogenj slovenskega domoljubja na gori brez primere. Samo enkrat sem manjkal in še zato bi se najraje spovedal. Torej, sem malce v zadregi, ker nisem navajen, da bi me tako močno predstavili. Ampak bi vam pa rad najprej prenesel pozdrave podobnih praznovalcev, ki sem jih srečal danes na naši zahodni meji v Goriških Brdih v Vipovžah, kjer je bilo 14. maja 1989 je bil tam prvi tabor Slovenske kmečke zveze, ki vemo, da je bila prva lastovka slovenske politične pomladi. In tam smo doživeli naboj podoben, kot smo ga doživeli 23. decembra pri Svetem Jakobu. Jaz sem bil tukaj v dežju, v ledu, v snegu, v buri, še kaj bi lahko dodali, ampak nikoli me ni zeblo. In se vam res zahvaljujem za ta ogenj brez primere. Lahko bi šel zdaj le skoraj da od obraza do obraza, moram pa reči, da Albina zelo pogrešam. Na Albina smo bili navajeni in še kdo danes manjka, ampak sem prepričan, da je v duhu z nami. In ta leta našega srečevanja, čeprav ni več tistega ognja, kakršen je bil takrat, so nekaj posebenega, ne samo v mojem spominu, v spominu mnogih. In take stvari so nam takrat veliko pomenile. In vlada je imela, takrat smo praznovali precej še v pozne jutranje ure, tamle malo nižje, in smo se zavedali skupaj z doktorjem Jožetom Pučnikom, da po tem rezultatu ne more biti več poti nazaj. Ampak in veste, da smo se zavezali z zakonom o plebiscitu, da bomo državo proglasili najkasneje 6 mesecev po plebiscitu, in tako se je tudi zgodilo. Treba se je bilo pripraviti, namreč mi smo imeli v zgodovini veliko izjav, veliko sanj, deklaracij, pričakovanj, želja, ampak nikoli nismo imeli pravzaprav projekta samostojne državnosti, s katerim je prišel Demos na prve demokratične volitve in z njim zmagal. In jaz mislim, da če ne bi bilo te zmage, tudi ne bi bilo decembrskega plebiscita.
Jaz sem vesel, da nam je to uspelo in lahko govorimo v nekaterih trenutkih, da smo bili res enotni. Ko smo se greli ob tem ognju malo po polnoči tu gor, še nismo bili samostojni, smo bili pa veseli in enotni. Danes smo pa samostojni, smo pa malo manj enotni. Glejte, vsak narod doživi kakšna valovanja, kakšne stvari se posrečijo, kakšne se ne. Jaz vsaki vladi, naj bo te ali one barve, želim, da v dobro Slovenije naredi tisto, kar je potrebno. In to želim tudi tej vladi. Zdaj pa dovolite še opombo k čudovitemu govoru predsednika Turistične zveze Slovenije, da bo še malo spomina. Jaz sem bil tam kot ekonomist na obvezni študentski praksi, se je temu reklo. In tam so bili gospod Sršen, je bil gospod Varga, je bil gospod Šoštarič in pardon, ne, Šušterič, ta. Ne. En fotograf, ki je bil za propagando zadolžen. Jaz sem moral pa študirati helikoptersko oskrbo planinskih postojank, kar mi je bilo zelo všeč. Torej, kaj sem hotel povedati, ne da tle sebe hvalim, ampak tam so bili na tej zvezi, začenši z Dolganom, ki je bil takrat predsednik, sami slovenski domoljubi. Jaz sem se pri turističnih delavcih veliko domoljubja naučil, bi rekel. In sem tudi tem ljudem hvaležen. In potem, kar smo slišali od predsednika Turistične zveze, sem prepričan, da bo ta zveza v tem duhu nadaljevala svojo pot v dobro Sloveniji in vam želim pri tem veliko uspeha. Torej, glejte, so mi rekli, naj bom kratek, kar se ne zgodi nujno, ampak jaz uživam, ko vas takole gledam in to je, bi rekel, ne bi rad rekel prireditev, ne. Angleži bi rekli event, to je event, to je proslava, to je praznik slovenskega domoljubja in na to proslavo nikoli ne dobim vabila. Mislim, da ga noben ne dobi, ne. Ampak vsi vemo, da bo, vemo, kaj bo ob 6, vemo, kaj bo ob 7, pa tudi vemo, kaj bo potem. In vam moram še to zaupati, da me žena danes ni vprašala, kdaj bom prišel domov. Pa tudi se nisva veliko pogovarjala, ali bi šel ali ne bi šel. Ne? Tako da imam to vrstno podporo tudi doma. Jutri gremo praznovati še nekam in hvala Bogu, imamo kaj za praznovati in bi še to rekel v družbi gospoda nadškofa Stanislava Hočevarja, da se zavedam, da nam je bilo takrat tudi nebo naklonjeno in marsikdo, ki ni veren, pravi, to je bil pa en čudež, se strinjam. Lepo praznujte, vesel boste, kar se da zdravi, naj vas Božič greje celo leto. Če bo treba pa kaj premisliti, če ste v kakšni zadregi, sem pridite, pa boste našli rešitev. Živjo. S tem se naša proslava končuje. Za pomoč pri organizaciji se še posebno zahvaljujemo občini Medvode in javnemu zavodu Sotočje Medvode, župniji Sveta Katarina, turističnemu društvu Polhograjski Dolomiti, škofjeloškemu oktetu pod vodstvom dirigenta Andreja Žagarja, glasbenikoma Karlu in Nejcu Jemcu, katarinskim fantom, slavnostnemu govorcu, predsedniku Turistične zveze Slovenije Dominiku S. Černjaku, recitatorju Jeremiji Leruju ter vsem posameznikom, ki že vrsto let skrbite, da je ta proslava to, kar je. Zahvaljujemo pa se tudi vam, ki ste današnji večer preživeli skupaj z nami, ki ste se skupaj z nami spominjali zgodovinskega dogodka, ki se je odvil na današnji dan pred 34 leti. Prireditev sem ob pomoči Janeza Šušteršiča in Iztoka Pipana zasnoval in vodil Urban Pipan. Preden pa seveda odidete, pa vas povabim še, da skupaj zapojemo pesem,
ki je tako kot moja dežela zaznamovala osamosvajanje Slovenije. Pesem, narejeno v čast osamosvojitvi Slovenije in kot poziv k končanju vojn v tej regiji, ki jo je leta 1991 zapel takratni slovenski Band Aid. In nič ne bo narobe, če pomagamo skupaj zapeti refren. Naj vam ga povem. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, topol grmenje naj preglasi. Naj sporočilo pesmi sveti nad samostojno Slovenijo. Nasvidenje in prihodnje leto ponovno na snidenje na Svetem Jakobu. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a vodi naprej. Prenoga življenja ugašajo ob njej. Krste junakov zamudile so pokop. Mati za manje položila cvetje v grob. Žaluje še zemlja, oblita s krvjo. Svinčeno je morje, železno je nebo, svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, to pogrmenje naj preglasi. Mrtvi zvonovi so bili brez zaklonišč. Zadnja svetloba bo razuma bede blišč. A človek ne more verjeti v temo. Odprimo vsa okna, ozrimo se v nebo. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, to pogrmenje naj preglasi. Katedrale, mostovi, domovi, bolnišnice, gledališča, plesišča, magistrat. Stvari izgubljajo imena, vse bolj kot hiše so brez vrat. Svobodno sonce naj sije spet na to deželo in na ves svet. Svobodna pesem za vse ljudi, to pogrmenje naj preglasi. To